Lep pozdrav vsem skupaj in najprej en velik hvala Boštjanu Gombaču za tale čaroben, mističen uvod v današnje srečanje, ki ga je med drugim oblikoval tudi z najstarejšim glasbilom, oziroma z repliko najstarejšega ohranjenega glasbila, ker mu originala ne pustijo odnesti iz muzeja. Vsaj tako pravijo, kdo ve, ne? 60.000 let starega. Boštjan se nam bo danes še pridružil in za tiste, ki vidite tamle njegovo mizico čudes, ste lahko prepričani, da nas čaka še veliko zanimivega. Ampak ne prehitevajmo. Takole so mi zapisali uvodni pozdrav. No, pa smo spet skupaj. Fizično. Dokaz, da se Zemlja še vedno vrti in da v tem ogromnem, tihem vesolju še vedno utripa z vso svojo edinstveno fiziko, kemijo, biologijo in da v to čudovito utripanje človeška bitja vpletamo praznike. Nekako tako bi se dalo razumeti uvodno utripanje skladbo glasbenega mojstra Boštjana Gombača. Kot ste opazili, se je v tem vmesnem času, kar smo se nazadnje družili, zgodil tudi večji premik knjižnega sejma in vsega, kar k temu paše. V stilu Ivana Cankarja, ki si je že leta 1907 prizadeval, da bi bili delavci bolj izobraženi in bi jim bila kultura bližja, se je knjižni sejem iz njegovega doma preselil bližje gospodarstvu. V preteklosti je že bil na tej lokaciji in čisto na začetku in zdaj se vračamo, oziroma kot je rekel veliki filozof Matthew McConaughey oziroma detektiv Rust, čas je ploski krog. Vse se vrača, vse se vrti. Naj za začetek izrečem dobrodošlico vsem prisotnim, avtorjem, založnikom, knjižničarjem, vsem, ki se tako ali drugače trudite za dobro knjigo, seveda še posebej tudi avtorjem in avtoricam, ki te knjige ustvarjate, in pa še posebej topel pozdrav, no, tudi če ne bi bilo zunaj 3 stopinje, ampak bi bilo poletje, bi rekel, posebej topel pozdrav pa za učence osnovne šole Kolezija, ki jih je pripeljal mentor Janez Moder. Živjo, dajmo jim za aplavz, dajmo jim za aplavz. A vi veste, koliko se oni žrtvujejo? Nekaterim je odpadla matematika. Jokali so se rekli, prosim, učitelj Moder, a lahko smo pri matematiki? Mi bi radi imeli naravoslovje in tehniko, a smo lahko v šoli? Pa je rekel, ne, gremo na knjižni sejem in so stisnili zobe in so prišli revčki. Letošnji praznik Zlatih hrušk so pripravili Mestna knjižnica Ljubljana ob podpori Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Gospodarskega razstavišča in upravnega odbora 38. slovenskega knjižnega sejma. Posebna zahvala gre Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki dogodek sofinancira v okviru projekta Bralne kulture. Prireditev bo tako, kot je že tradicionalno, snemana in si jo bo mogoče ogledati na spletni strani knjižnice. Tako da, ste lahko malo pogledati, kako ste ploskali. Zdaj pa, da malce zresnimo vso zadevo, sledijo pozdravni, uvodni, častni nagovori. Semle za govorniški ambon vabim magistrico Tajo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljana. Izvolite. Hvala lepa, Boštjan, za besedo. Preveč se ne bomo zresnili, bomo čisto na kratko resne stvari povedali, potem pa bomo zašto se še naprej. Tako da, spoštovani udeleženci praznika Zlatih hrušk, tudi udeleženci simpozija Društva Bralna značka ob 50. obletnici revije Otrok in knjiga, s katero smo v Mestni knjižnici Ljubljana povezani že vse od njenega začetka, cenjeni gostje, gospa Mateja Demšič z Mestne občine Ljubljana, vodja oddelka za kulturo, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, gospa Damjana Vovk, članica strokovne komisije za priznanje Zlata hruška, doktorica Sabina Fras Popovič, spoštovani zlati založniki, prejemniki znaka za kakovost Zlata hruška in tudi priznanj,
spoštovani avtorji, dragi mladi navdušenci iz osnovne šole Kolezija in naši mladi bralci, ki ste danes s svojim prizadevnim mentorjem tukaj med nami vsi prisrčno pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da po 2 letih končno spet lahko se srečamo v živo, v fizični obliki, tako kot smo se skozi vsa minula leta. To je tudi lahko čas novih začetkov, ki se jih veselimo, novih sodelovanj in povezovanj. Že to, da smo danes zbrani na 38. knjižnem sejmu na drugi novi lokaciji, oziroma spet tisti, na kateri se je vse pred 50 leti pravzaprav že začelo, je potrditev prav tega, da imamo nekakšne nove začetke. Med nami prav posebej s ponosom pozdravljam tudi cenjenega gosta iz tujine, ki je na povabilo založbe Morfem Plus, ki izdaja njegove knjige, prišel na 38. slovenski knjižni sejem in tudi med nas na to svečano priložnost. To je gospod Tiago de Moraes, ki smo ga še prej kot danes osebno spoznali že s knjigama, z Atlas mitov in Atlas zgodovine, dobitnicama priznanja Zlata hruška leta 2019 in tudi priznanja Zlata hruška za njegovo prvo izdano knjigo pri nas, to je Atlas mitov. Več o njegovih knjigah in tudi o tem, kaj mu Zlate hruške pomenijo, ki jih je prejel, pa bomo še izvedeli v pogovoru z našim voditeljem Boštjanom Gorenco Pižama, z tem slavnim pisateljem. Zlate hruške so tiste, ki nas povezujejo, vse v en velik krog. Založnike, avtorje, knjigotržce, bibliotekarje, mlade bralce, strokovne delavce, vse od vrtcev pa do univerze. Povezujejo nas doma in tudi v zamejstvu. Sežejo tudi v tujino, kako dokazuje osebni obisk našega današnjega gosta. Da je temu tako, boste lahko videli tudi proti koncu našega skupnega praznika, ko si bomo ogledali še 2 posnetka z javljanji pisateljev iz tujine, dobitnikov priznanj Zlata hruška z 2022 za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo in tudi za prevedeno mladinsko poučno knjigo. Zahvala gre vsem avtorjem, založnikom, ki nam dajete tako odlične knjige, kot so Zlate hruške. Te imajo veliko možnost, da bodo postale z lepoto besed in ilustracij, pa tudi s sporočilom, ki ga nosijo med platnicami, brezčasne. Nagovarjale bodo sedanje mlade bralce, pa tudi odrasle in še prihajajoče generacije. Hvala kolegom, mladinskim knjižničarjem, vzgojiteljem in učiteljem, ki jih boste promovirali med mladimi, jih navduševali, da bodo segali po njih. Hvala strokovni komisiji pri ZBDS, ki je opravila veliko delo in nam je pomagala pri končnem izboru priznanj Zlata hruška. V takšnih knjigah, kot so Zlate hruške, je vse. Spoznavanje in razumevanje samega sebe, tudi razumevanje in spoznavanje sveta, v katerem živimo, so zrcalo, v katerem lahko ugledamo sami sebe, pa tudi svet, v katerem živimo. V njih je empatija in razumevanje drugega, medsebojno spoštovanje in bližina. Vse, kar smo tako zelo pogrešali v času epidemije in v sedanjosti, v času osamljenosti, družbene apokalipse in osebnih apokalips, ter izjemnega razmaha vse mogočne tehnologije, ki skuša nadomestiti človeka. Dajejo nam pogum za življenje, za preživetje in za kakovostno življenje v našem vsakdanu. Letošnja bira je bila izvrstna. Izberite si iz nje knjige za branje v letošnji pozni jeseni, za čez zimo, pomlad in poletje, vse do nove knjižne bere. Knjige kupujte, izposojajte si jih, izmenjujte in podarjajte, predvsem pa naj vam ogrejejo srce. Se vidimo ob letu Osarej, ob naslednji knjižni beri prihodnje leto. Hvala lepa.
Gospa direktorica, najlepša hvala za vaš uvodni prispevek k današnjemu praznovanju. Na oder pa vabim še predsednico Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, gospo Damjano Vovk. Spoštovani zbrani, kaj naj povem, ker moja predhodnica že ni. Veseli me, da ste se v tolikšnem številu udeležili današnjega praznika Zlatih hrušk, na katerem izpostavljamo najboljše knjige za otroke in mladino, ki so izšle v letu 2021. Knjige so nosilci in prenašalci zgodb. Zgodb, ki so lahko leposlovne ali poučne. Ali pa oboje. Zgodb, ki nas razveselijo ali razžalostijo, učijo ali strašijo. Mirijo, tolažijo, zbudijo ali odpeljejo v trden spanec. Zgodb, ki nas predstavijo v druge čevlje, druge kraje, druge čase. Zgodb, ki nas postavijo nad dogajanje, ker se nam ni treba odločati, ker se lahko prepustimo v naprej napisani poti. S pomočjo knjig se te zgodbe prenašajo iz generacije v generacijo, vplivajo na družbo kot celoto in na posameznike v njej. Prava knjiga v pravem času lahko spremeni usodo njenega bralca. In ker zgodbe najmočnejši vtis pustijo ravno v razvijajočih se možganih otrok in najstnikov, je toliko bolj pomembno, da jih opozorimo na prave naslove. Že drugo leto zapored sta se s tem namenom povezali Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev. Izbrati najboljše knjige izmed vseh, ki so izšle v letu 2021, je zelo odgovorna naloga. Prvi del te zadolžitve je opravil strokovni odbor priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki ga vodi in izdaja Mestna knjižnica Ljubljana, pionirska kompetenčni center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Ta zaslužnim knjigam podeli znak kakovosti Zlata hruška. S strani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije je sestavljena komisija, pa izmed odličnih izbere presežke. Najbolj izvrstne v kategorijah izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga, izvirna slovenska mladinska poučna knjiga, prevedena mladinska leposlovna knjiga in prevedena mladinska poučna knjiga. Letos je Zveza to pomembno in odgovorno nalogo zaupala magistrici Urši Bajda, Sabini Burkalca, dr. Sabini Fras Popovič, Metki Kostanjevec, Marji Logar, Katarini Pregal in Pavlu Učakarju. Hvala jim za opravljeno delo. V imenu Zveze in njenim članom pa iskreno čestitam vsem tokratnim prejemnikom znaka kakovosti Zlata hruška in dobitnikom priznanj Zlata hruška. Na koncu zgodbe o nagrajeni knjigi pa seveda ne smemo pozabiti, da prvi izbor, še preden se zgodba prelije na papir, opravijo uredniki in založniki ter avtorji, ki izberejo pravo idejo med mnogimi, ki prešine njihove misli. Sem sodijo tudi prevajalci, ki pogosto prevzamejo iniciativo, da se zgodba iz drugega okolja predstavi našim bralcem. Avtorji, prevajalci, založniki in uredniki ste tako glavni junaki današnjega praznika. Ste tisti, ki pomembno soustvarjate prihodnost naše družbe. In samo želimo si lahko, da nas boste tudi v prihodnje razveseljevali, učili, mirili, tolažili in predstavljali v nove svetove z izjemnimi zgodbami. Hvala. Najlepša hvala, gospa Damjana Vovk, za vaš pozdrav. Edinstvena aroma Zlate hruške diši tudi izven Slovenije in danes imamo čast na našem praznovanju pozdraviti slavnega avtorja iz tujine, dobitnika priznanja Zlata hruška 2019 za poučno knjigo Arta Smitov. Njegove knjige so prevedene v številne tuje jezike. Gospod Tiago de Moraes, ki se je rodil v Braziliji in živi pa v Angliji, je gost založbe Morfem Plus, ki je izdala tudi knjigo Atlas zgodovine, prav tako dobitnico znaka kakovosti Zlata hruška. Upamo in želimo, da nas založba v prihodnje razveseli še s kakšno njegovo knjigo. In seveda predvsem hvala založbi Morfem Plus, da smo danes lahko tukaj z avtorjem. So I would like to ask Mr. Tiago de Moraes to join me here on stage for a short chat. In sam to, da povem, pogovarjal se bom v angleščini, ampak bom potem na kratko tudi povzel v slovenščini. Hello. So I think the first question, first of course congratulations for all the golden pears that you've received, and how does it feel to get a call from a foreign country
and I tell you, your book has just gotten the award. It's the best book in its field for kids. Well, look, you guys can hear me good. It's great, right? I mean, it's a privilege, and it's a privilege to be published in the first place, and then it's a privilege to be published in another country, you know, and then the fact that then people want to read your book is even extraordinary, right? So the awards are like, you know, the icing on the icing on the icing on the cake. So it feels fantastic, and it's nice to be here today and see not just kind of the authors and librarians and everybody from the industry, but also the kids, and see so much love for literature in one place. So I feel very, very grateful and very honored to be here. So thanks everyone. Thank you very much. Torej, če ne hitro pozam, pravi, da je privilegij že to, da ti izdajo knjigo, kaj še je to, da ti jo izdajo v tujini, kaj še je, da dobiš nagrado, tako da in da te berejo, se pravi, da je ta nagrada pravzaprav češnjica na češnjici, na češnjici, na češnjici, vrh smetane, vrh smetane, vrh smetane. In mislim, da je tudi sadnih kup še ene par nivojev in da je predvsem vesel tudi, da vidi ne samo ljudi iz založništva in avtorje, ampak tudi otroke, kako prihajajo in da so tukaj. So, both your books, so the Atlas of Myths and Atlas of History, show your love for those fields, and also show that you had to do quite a bit of research. Yeah, but before going to research, when did the love for history and for mythological stories start, and what were the books that you were raised on? Oh, that's a great question. I was fortunate enough to grow up in a house with lots of books, and they were just everywhere because my parents were disorganized. And there weren't there was no books that you couldn't read because I couldn't read because I was a child. They were just books. They were not kids' books or adult books. So I probably read a whole bunch of stuff I shouldn't have read when I was really young. But my father, I think, was obsessed with mythology. So we had books on all sorts of different types of mythology. And I grew up in Brazil. But my family's French. So I had lots of French books and lots of Brazilian books. And so I read a lot of Brazilian mythologies, African, native Brazilian, and European, and French mythology is more like folklore. But I had all this stuff around me all the time, and I just enjoyed reading that more than I enjoyed reading everything else. And that's where it came from, and I never stopped. And actually, history is sort of the same. I think they come from a love of people, and trying to see how people live and how people relate to each other. And I love the fact that it shows you, especially history shows you that things don't need to be the way they are. They were different a long time ago, and they will be different in the future. So I think when I wrote History Atlas, even though it's about things that have already happened, to me it was a book about change. It was to show that you don't have to go to school 5 days a week, you don't have to work from 9 to 5, you don't have to wear trousers. I mean, you probably should, but wear something. So all those things, I think it's important to kind of be able to show the world is different. Sorry, I know you're translating, this is very long. Just remember one thing. One thing is fine. Okay, se pravi, sreče, prav da je odraščal, njegova ljubezen do zgodovine, do mitov se je začela že v otroštvu, ker so imeli hišo polno knjig in dobesedno povsod, ker starši niso bili ravno redoljubni. In jih je potem pobiral. Tudi knjige, ki mogoče jih še niso bile namenjene zanj pri njegovih letih, ampak jih je z užitkom bral. In tako spoznaval svet mitologij. Je odraščal v Braziliji francoskim staršem, tako da je imel francoske knjige, brazilske knjige, spoznaval se z brazilsko mitologijo, z afriškimi mitologijami, s francosko folkloro in je vse to vsrkaval. Ljubezen do zgodovine se je pa tudi približno takrat enkrat začela in ko je ustvaril zgodovinski atlas, mi je bilo všeč predvsem to, da je lahko pokazal, kako je bila zgodovina včasih drugačna, da se dogajajo spremembe in da če smo včasih živeli drugače, da lahko tudi v prihodnje živimo drugače. Da ni nujno, da hodimo 5 dni na teden v šolo, da ni nujno, da delamo 8 ur na dan, pa da ni nujno, da nosimo hlače, čeprav je fino, da nekaj pa imamo obleče. So, he's fluent in Slovene. And of course, you didn't just put together all this material about the history, about mythologies. You also lavishly illustrated the book. So
when this stuff also, so this is what were your, because we have quite a lot of young people here, when did the love for drawing start and what were your first attempts, maybe? That's great. That's a question the kids ask me the most when I go to school. Is kind of how do you learn how to draw good? I think it's the same answer as a love of books. It started when I was a kid. I can't remember. It never stopped. So I think there's a thing. Everybody enjoys drawing when they're small. You draw because it's fun, and you usually draw because you're telling a story. So you go, there's a crocodile here, and he met this monkey, and then if you're 7, by the time you finish your drawing, it's just a jumble of stuff, but it's brilliant because it's the story that you're telling. And at some point, kids stop drawing for fun. I don't know why. Some might think they don't draw well, or because it's too much hard work. And every time I see a child say, do what I did, I just never stopped drawing. I did it as something that calmed me down, that I enjoyed in my free time. I had a different job before doing this job, and I would just sit down and draw at lunchtime for half an hour or something. So it's the thing that I think is magical about it is that the more you draw, the more you're going to learn how to get the things that are inside your head into the paper. And it doesn't matter if it's a scribble or if it's a really lavishly illustrated thing, but it's exciting to see a thing that didn't exist before. Well, like what you do, the thing, like what we all do. There's all sorts of ways of manifesting things that don't exist. But I think drawing is very concrete, and it's very exciting. So anybody who likes drawing, be you 55 or 100, don't stop drawing. Draw a little bit whenever you can, and then you might one day feel lucky be your job. Torej, vprašal sem ga, kdaj pa, ker je knjige tudi sam ilustriral, sem ga vprašal, kdaj je začel risati, rekel, da tako kot vsi otroci, ki si majhen, malo rišeš, malo čečkaš, potem pa nekateri kar nehajo risati, zato ker ali se jim ne da, ali mislijo, da ne smejo, ali mislijo, da ne rišejo dosti dobro, ampak da fora je v tem, da nikoli ne smeš nehati risati. In tudi prednje je postal pisatelj, imel drugo službo in on si je vzel čas in je vmes med odmorom za malce majhen risal, malo čečkov, in tako naprej, in če ne nehaš risati, če ustvariš in ustvariš, ker je super videti, kako je neka stvar, ki je prej ni bilo pred tabo, zaživi na papirju, in če dosti dolgo delaš in imaš srečo, lahko potem tudi to postane tvoj poklic. So, and maybe just for the conclusion, what was, while doing the research, okay, I won't ask you which archives and how many books you had to read, but what was the most fascinating thing that you found about history, about something that you found in the mythology that really struck you, like, wow? Oh no, that's a really hard question. I researched at the British Library, so there's a big library with loads of books, and I just go and sit there and read and read and read and read and forget everything. And the stuff that I remember is what I put in the book. I think there were two things that I thought. The first thing, which is like a little bit academic, is how the same the same motifs keep showing up in different places at different times. We all know that instinctively, we all feel that instinctively, but it's amazing to see that, from sort of Polynesian myth that's 3,000 years old to something that's European, not that old, and of course we're all one people at some point. So that was the first thing. I don't know if this particular fact. I'm not very bright, so I like little creatures, and one of the things I love the most. You might have them over here, but domovoi. They're like little house spirits. They're like they have them in Russia. So they're little. Most mythology is stuff that comes into your house is not good for you. They are going to eat your brains or give you nightmares or something. But these are these little guys. They're not that big, and they're house spirits. And if you put a little bit of cream for them outside, they tidy your house up for you. So they do the cleaning and they do the cooking and stuff. I thought it was brilliant. But they don't exist where I live. But I know that was one of my favorite things that I found. Torej, vprašal sem ga, ki je raziskoval in prebiral stvari, kaj je mogoče najbolj zanimiva, najbolj osupljiva stvar, ki jo je našel. Rekel da hodil je v britansko knjižnico in je bral stvari, in potem tisto, kar si je zapolnil, tisti je potem zapisal v knjigi, da pa mogoče dve stvari bi izpostavil. Prva je ta, kako ga je fasciniralo, kako se v mitih določeni motivi, določeni teme pojavljajo povsod po svetu. Ali je to 3000 let star polinezijski mit ali nekaj skoraj da sodobno evropskega.
vsi smo ljudje, ki se nam po glavi podijo iste misli, da glede biti teh mitoloških, moj pa najbolj za vas domovoj, so pa taki, v ruski mitologiji so pa taki drobni hišni duhci, kar prav ponavad, če v mitologijah, če je kakšno bitje, ki ti pride v hišo, je ponavad zlobno, ali ti bo pojedlo možgane, ne, ali ti bo ukradlo stvari, ali kaj tasga. Na domovoji so pa taki drobni škratki, hišni duhci, ki mu nastaviš krožnik smetano in on ti spoji in pol ti v zahvalo pospravi po stanovanju, ampak da žal tam, kjer on živi, teh duhcev ni. So, yeah, thank you very much for this chat. It would be great if you could talk some more, but I think that the kids should know that I think you'll be signing after this at the main fair place. So thank you very much, and I hope that we get to read some more of your books. Thank you very much. Hvala Tegu za ta res sproščen klepet, ki bi ga lahko še in še nadaljevali, ampak prepustimo se, zdaj no pa, ko smo ravno omenjali domovoje, te ruske duhce, tudi zdaj bomo imeli eno, ne pravim, da si ti, ker vem, da ne pospravljaš. Ne, to. Jaz tudi ne. En kotiček, ki je vsak dan pospravljen. Ja, ker tam samo jaz delam, to je kuhinja. Evo, imamo tamle babuško, ki ima prav poseben inštrument noter in prepustimo se zdaj stali. Če smo bili prej 60 000 let v preteklosti, bomo zdaj čisto sodobni. Hvala. Ja, prej sem bil na rekonstrukciji najstarejšega glasbila iz divjih bab, ki so ga našli leta 1995. To je 15 minut vožnje iz Cerknega proti vasi Šebrelje. Zgoraj na planjavi je cerkev, kot oni pravijo, svetega Ivana. Je neverjetno energetski lep prostor, 360 stopnic vas loči do jame Divje babe, kjer so našli kost jamskega medveda v monsterenski plasti, ki je datirana 50 do 60 tisoč let, kar so potem pozneje potrdili tudi z, kako se temu reče, elektrorezonanca na zobeh jamskega medveda. So še potrdili to starost in tudi dokazali trditev Nemcev, ki hoče imeti svoje najstarejše glasbilo, ki je pač 35 tisoč let staro, trdijo, da je v to kost luknje naredila zver. Lahko bi, če bi imela samo dvojko desno zgoraj, potem pa trojko levo, pa petko, pa Black & Decker šestko, pa recimo, to bi lahko bilo. Brez heca Narodni muzej z sodelovanjem s Strojno fakulteto naredil čeljust, model čeljusti in stomatolog izbral pravi zobovje in so šli luknat, grickat kosti. In če je že luknja nastala, je na izhodu bilo razcefrano, tega pa na originalu ni, se pravi, so to tezo ovrgli nemško in je to dokazano najstarejše glasbilo, ki ga je edino glasbilo, ki ga je izdelal neandertalec. Tukaj pa pride zelo poseben gospod, žal pokojen, profesor Ljuban Minkarovski, ki je pa zaslužen za to, da je najdel rezilni rop. To pa pomeni, da je glasbilo obrnil na glavo. Recimo na proslavi pred leti ste mogoče slišali profesorja dr. Draga Kuneja, da je igral takole. Profesor Minkarovski je pa obrnil in rekel, tukaj je mogel neandertalec brusati, tukaj je rezilni rop in se igra tako kot makedonski ali bulgarski kaval ali turški nej. Eno pač najtežjih flavt ali pa piščali za naučiti se, ampak ja, Minkarovski je zaslužen za to, da lahko zdaj na ta način igramo. Tudi moderne kompozicije Žiga Stanič je do zdaj napisal že 3, četrto izvajava, ker je pač del improvizacij, oziroma sklop improvizacij. In še 60 tisoč let razlike. Rusi babuški pravijo matrioška in Teremin, mogoče ste slišali za več kot 100 let star izum, en prvih glasbenih inštrumentov, ki so na elektriko in en redkih, ki se ga med igranjem ne dotakneš. Tako da jaz svojega prodam, se ga nisem dotaknil že 13 let.
To je res taka šala za termin playerje. Pa mojster igranja termin Masami Takeuchi, Japonec, v čast poklon mojstru iz Rusije, znanstveniku Leonik termini, ki je izumil glasbilo, izumil matriomin, poroka med terminom in matrioško, in je v matrioško dal termin. Če se vam zdi, da je to smešno, pejte na YouTube in pogledajte 330 Japoncev, ki igrajo vsak svojega dvoržaka in betona. Jaz sem pa zaigral meni eno ljubo za slovensko narodno zavest in jezik, pomembno pesem. Pa prisluhnimo. Ja, pa za razliko od termina, ki izgleda kot škatla, za eno pokončno vertikalno anteno in eno anteno, ki je v dveh koncih spojena v škatlo, je leva ta za jakost, ta pa za frekvenco, se pravi, bližji si anteni, višje. Pač v kakšnih science fiction filmih ste ta zvok slišali, ali pa v Morih na podeželju v glavni temi. Ja, to je to. Tam je termin. Ste vedeli, da poslušate termin? Niste. Mnogi ste. No, tukaj pa ni voljuma, tako da vse prije z lisandom, tako da ne bo. Da mogoče bo kaj. Se bom potrudil. Najlepša hvala Boštjanu za to točko. Ne, če veste, Boštjan, ko hodi v fitness, ima en dan dela za roke, en dan za noge, en dan pa za členke. Ko moraš biti tako pri miru, da če vdihneš, si že
Si že pol tona. Že en ton drži. Super, najlepša hvala, Boštjan. Mi pa nadaljujmo s hruškami, seveda. Utripanje sveta, svetega in ega posameznikov, ki mu lahko prisluškujemo v mladinskih knjigah, nam je na izviren način ozvočil glasbeni umetnik Boštjan Gobač. Mi pa poglejmo, katere nove knjige iz leta 2021 utripajo znakom za kakovost Zlata hruška in pozdravimo njihove založnike. Na oder vabi magistrico Tajo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljana, in magistrico Darjo Lovrenčič-Vrabec, vodjo pionirske kompetenčnega centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki knjigam ta znak podeljuje. Jaz pa bom prosil, da se nam pridružite predstavniki naslednjih založb. Samo še kako bo potekalo, ne? Ko dobite priznanje, prosim, ostanite na odru, pomikajte se malo proti tisti strani, ker bodo tukaj hodili še novi in vas je res veliko, ker imamo res veliko dobrih knjig, za kar vam lepa hvala in potem bomo imeli skupinsko slikanje, ne? Tako da bi kar prosil, če začnemo hoditi gor in najprej vabimo predstavnika založbe Aristej. Predstavnikov danes žal ni z nami, naslednji so Cankarjeva založba, sledijo potem celjska Mohorjeva družba in društvo Mohorjeva družba. Čestitke. Naslednji so Didakta, Družina, Epistola, Grafenauer, Grafit, Grlica, Hart, očitno ostali v teh zametih snežnih. Kult sodobnost International. Malinc. Mestna knjižnica Grosuplje. Miš. Ivan Mitrevski. Mladinska knjiga. Modrijan. Morfen Plus. Narava. Pivac. Lahko se postavite tudi v dve vrsti, da bo malce več prostora. Salve.
sanje. Skrivnost. Slovensko društvo za biologijo rastlin in Nacionalni inštitut za biologijo. Škratelc. Učila International. Umko. Tečejo verjetno nekje 623 km ravno. Vida. Zala. Zavod Stripolis. In Zavod Vige Vage knjige. Tako da podelili smo se, seveda bomo poskrbeli, da bodo vseh založnikov, ki jih danes ni tukaj z nami, da bodo priznanja prišla, hruške. Mislim, da imamo najedga enega posebnega medveda, ki bo prinesel vse, tudi zibko smo mu že kupili prav posebno ohlajeno, da se hruške ne bojo pokvarile, medtem ko bi jih raznašal. Zdaj bi prosil, da vsi skupaj lepo razporedite tukaj na odru za skupinsko fotografijo, mi pa jih pozdravimo še z enim velikim aplavzom. Tako. Še enkrat najlepša hvala in čestitke vsem skupaj. In seveda željo, da se vidimo ponovno tukaj naslednje leto, kajti to pomeni, da bodo mladi znova imeli obilico dobrega in kakovostnega branja. Hvala. Po tejle podelitvi priznanj in preden povabimo na oder 4 izbrane najboljše knjige v vsaki kategoriji, eno pa znova Boštjan Gombač.
To je pa tako, s tole kostjo, with this bone, you smash this part of your cranium really hard. Zelo se močno morate udariti. Potem pa kukor, da bi en U ali pa O visok ton pel, med ustno vodino z oblokvano, lepo je ven. In gremo, pazi. Pazi zdaj, pripravi se, pazi. In. In. One, two, and three. Jangan lama-lama bokolo babu. Wanyanga mama molo bandito. Čisto malo. Konec skladbe bo. Pa še res. Mogoče sam ideja za naslednje leto, Boštjan, ne, tako kaj je bila prej, kaj je mitroška, kako se je? Matriomin. Matriomin, če imaš kalimbo, ne, lahko zdaj zlata hruška limba. Tako da naslednje let kalimba v oblik hruške. Grem prespat. Zdaj pa je prišel trenutek, ko bomo podelili priznanja Zlata hruška založniškim vrhuncem leta 2021. Zato na oder vabim podeljevalce priznanj. Magistrico Tejo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljana, magistrico Darjo Lovrenčič Vrabec, vodjo Pionirske, gospoda Jana Volk, predsednico Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Na odru pa naj se nam pridruži tudi članica letošnje komisije za priznanje Zlata hruška pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, doktorica Sabina Fras Popovič, ki bo predstavila kratko poročilo o delu strokovne komisije in prebrala utemeljitve nagrajenih knjig.
Lepo pozdravljeni. Ja, najprej hvala Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije za zaupanje, ker to je ena komisija, na katero se ne moreš kar sam prijaviti, te povabijo. Drugo, hvala vsem pisateljem, pisateljicam, ilustratorjem, ilustratoricam, vsem ustvarjalcem za tako množično število dobrih knjig, ker ste nam precej polepšali poletje. Kaj to pomeni? Slišali ste člane komisije in zdaj vam lahko povem, da smo na morje vzeli morje dobrih knjig, 119 jih je bilo, in tisto, kar smo lahko sedaj doživeli, kako mladi zelo sledijo nekomu, ki mu zaupajo, in kdaj so bili najglasnejši pri posnemanju? Pri Torej, dajmo govoriti o knjigah. In najpomembnejša stvar naše komisije so bili ravno pogovori o teh knjigah. Ker, saj veste, vsak ima svojega favorita, ampak na koncu pridemo do skupnih. Tistih zlatih krušk, za katerimi vsi stojimo in smo veseli, da jih imamo. In preostale hruške naj ne grejo preko medveda, ki jih rad poje. Naj pridejo preko ljudi, ker to je tisto, kar gradi. Tako, to je poročilo komisije. In zdaj, naj se nam na odru pridružita predstavnica založbe Miš, gospa Mateja Novak in gospod Jure Engelsberger. Gospod Vinko Möderndorfer je zaradi službenih obveznosti odsoten. Povabljena na oder, kajti Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2022 izvirni slovenski mladinski leposlovni knjigi Romeo in Julija iz sosednje ulice, ki jo je napisal Vinko Möderndorfer, ilustriral pa Jure Engelsberger. Knjigo je izdala založba Miš. Samo podelitvijo priznanja pa prosim članico strokovne komisije, dr. Sabino Fras Popovič, da nam prebere utemeljitev. Nagrajena pesniška zbirka prinaša svež in iskriv pogled na svetovno klasično zgodbo, s katero se mladi srečajo v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, a hkrati to zgodbo postavi v mladostnikov svet današnjega trenutka. Ljubezen je predstavljena kot tisti pojem bistva življenja, ki ni le abstrakten, temveč je gonilo človeškega življenja. Tematsko se le na prvi pogled veže na svetovno klasiko, saj avtor z izbranimi verzi pred bralca postavi pogled v čustveni in doživljajski svet mladih ljudi, ki jih danes srečuje v vsak dan, na cesti, trgovini, pred šolo. Knjiga Romeo in Julija iz sosednje ulice je ilustratorsko in grafično kar presežen projekt. Odlična kombinacija besedila in slike, kateri je čutiti prefinjeno tehtanje likovnega in literarnega dela in predvsem prava razmerja s tišino in belino. Knjiga lepo teče in niti za trenutek ni čutiti agresivnega vizualnega pritiska na naše čute. Likovni jezik je uglašen s poezijo. Ne jemlje ji prostora, pač pa gradi svojega. Oba pa so ustvarjata prefinjeno in duhovito celoto. Črno, belo, rdeče podobe zelo nazorno orišajo tipično mladostniško razpoloženje ob doživljanju prve ljubezni in nas ob verzih peljejo do iskrene predanosti, od iskrene predanosti, se opravičujem, do neuteležljivega razočaranja. Pesmi v tej pesniški zbirki krasi iskrivost, premišljena uporaba jezikovnih sredstev in izvirna nadgradnja poznane, tako imenovane v narekovajih lajnaste teme, hkrati pa ravno s tem pesnik na tematski ravni doseže povezljivost in prepletenost literarnih svetov in predrami klasično temo v sodobnem mladostnikovem svetu.
čestitke. Zdaj mislim, da lahko sedete, ne, po protokolu, kajti se nam bosta potem še pridružila v pogovoru, da ne bo treba ves ta čas stati tudi na odru. Zdaj pa naj se nam na odru pridružita predstavnica založbe Mladinska knjiga, gospa Alenka Veler, urednica, in gospa Stana Anžel. Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2022 prevedeni mladinski leposlovni knjigi Bratov Kožuh, ki jo je napisal Jap Roben, prevedla pa Stana Anžel. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga. Podelimo najprej priznanja, potem pa, da bo veliko časa za fotografiranje, prisluhnemo še utemeljitvi strokovne komisije. Kljub vsej tragiki življenja, knjiga prinaša svetlobo v srca bralcev vseh generacij. Zgodba bratov, njunega očeta in ostalih protagonistov tudi s pomočjo humornih domislic na nevsiljiv način spodbuja k razmišljanju o tem, kaj je v življenju res pomembno, in nas med vrsticami sprašuje o našem lastnem vrednostnem sistemu ter nagovarja k ponovnem premisleku o lastnih vrednotah. Pri tovrstnih knjigah je vizualno, ob skrbnem oblikovanju teksta in celotne publikacije, za prve informacije zelo pomembna prav naslovnica. V našem primeru je odlična, ravno prav kaotična, otroška v narekovajih, risba, a vendar kompaktna. Roman odlikujeta odličen slog in struktura. Mestoma je zelo tekočuten, skoraj lirski izraz pa že v naslednjem trenutku zamenja besedje grobosti in jeze, izvirajoč iz popolne nemoči. Bratov Kožuh je težka in temačna zgodba, a vendar mladim bralcem kaže luč na koncu tunela. Vzbuja upanje, čeprav pretresljivo opisuje težko življenje otrok in njihovo sposobnost prevzemanja odgovornosti nefunkcionalnih odraslih, ko je res hudo. Odlično opisuje tudi zmoto odraslih o tem, da otroci še ne razumejo vseh čustvenih ravni sveta, ki jih obkroža. Knjiga nam izriše sposobnosti otroškega dojemanja in razumevanja nemoči sveta odraslih in razvijanje sposobnosti lastnega preživetja v njem. Prav to naredi zgodbo posebno in s tem tudi knjigo izredno. Knjiga tudi na vse zadnje, še posebej ta, spodbuja razvoj empatije in medčloveških odnosov. Sedaj pa se nam naj na odru pridružijo direktorica Mestne knjižnice Grosuplje, gospa Urška Emeršič, gospa Polona Glavan in gospod Damjan Stepančič ter urednica zbirke gospa Roža Kek. Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2022 izvirni slovenski mladinski poučni knjigi Naš Jurčič, ki jo je napisal Mihael Glavan, ilustriral pa Damjan Stepančič. Knjigo je izdala Mestna knjižnica Grosuplje. S šopki in priznanji v rokah prisluhnimo še strokovni utemeljitvi. Poučna knjiga z naslovom Naš Jurčič,
ki jo je napisal Mihael Glavan, je odlična, polna podatkov, ki so sicer skriti ali navidezno nepomembni, v narekovajih, a so pogosto ključni za razumevanje življenja posameznika. Publikacija je osupljiv preplet vizualnih in zapisanih informacij, sklepanj in povezav, dvigajo domišljene in vrhunsko izrisane podobe ilustratorja Damjana Stepančiča. Knjiga je izvirno in presenetljivo biografsko delo o pomembnem in prepoznavnem literarnem klasiku. Avtor je Jurčiča predstavil večplastno, v različnih življenjskih situacijah in za različnih zornih kotov. Ko bralec misli, da o avtorju prvega slovenskega romana res že veliko ve, ga popolnoma presenetijo drobne iskrice v novem kontekstu. Izvirno slovensko poučno knjigo Naš Jurčič bogatijo in dopolnjujejo izjemne ilustracije Damjana Stepančiča, ki je mojster in obenem divjak, v narekovajih, ravno prav nepredvidljiv in močan, da lahko razburka besedilo o nekom, ki se nam zdi že popolnoma znan. Knjiga je primer, kako je lahko ilustracija ključna za res dobro knjigo in kako je lahko v dobri knjigi ilustracija povsem enakovredna napisanemu ali celo zgovornejša od besedila samega. Zdaj pa naj se nam na odru pridruži predstavnica založbe Mladinska knjiga, urednica gospa Barbara Sfera-Cih. Mestna knjižnica Ljubljana Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2022 prevedeni mladinski poučni knjigi Pod zemljo, ki sta jo ustvarila Aleksandra Mizelinska in Danijel Mizelinski, prevedla pa Staša Pavlović. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga. Zdaj bi za še zadnjo četrto utemeljitev poprosil dr. Sabino Fras-Popović. Knjiga je posebna v vseh pogledih, ker nas nagovarja v dveh smerih, zgodbama dveh sicer ločenih, a še kako povezanih svetov, ker ilustratorsko objektivna dejstva pretvori v subjektivno doživljanje in ker poveže znanost s humorjem. Oba dela lahko beremo samostojno, vsebina obeh pa se steka v sredino knjige, ki predstavlja jedro zemlje. Publikacija je postavljena kot zemljevid, ki spominja na družabno igro, preplet poti, predorov, rovov, ki vodijo do skritega zaklada. Bralec korak za korakom, besedo za besedo, stopa do vseh globljih skrivnosti zemlje ali vode. Prikazuje tudi, kako zelo človek posega v svoje okolje, kako izkorišča naravna nahajališča in prostor, ki ga ta svet ponuja. Avtorji so besedilo in ilustracije uspeli odlično umestiti v povezano sobivanje, ničesar ni preveč in ne premalo. Zanimivi komentarji so dopolnjeni s podrobno grafiko in nam dajejo popolno sliko celotnega procesa oziroma pojava. Slikanica je še ena v vrsti izjemnih poljubno-znanstvenih knjig iz znane serije. Razmerje med znanostjo in humorjem je ravno pravšnje, da pritegne pozornost mladih bralcev. To je knjiga, ki odlično ilustrira sodobni in aktualni trend naravoslovnih knjig, opisovanje in obdelavo poljubno-znanstvenih informacij na oseben način. Ilustracije bi zlahka zaživele tudi v leposlovni knjigi. Tako polne so subjektivnega, čustvenega pogleda na svet. To zmore mlade bralce veliko bolj prepričati, kot goli nizi podatkov, poljubne vsebine pa predstaviti v zanimive bližine.
iskrene čestitke vsem nagrajencem. Z večino od njih se bomo potem srečali tule na odru čez kakšno minuto, še predtem pa še enkrat Boštjan Gobač. Hvala, Boštjan. Ni za kaj Boštjan. Lepo ime. So si delila oder v istem bendu več kot 20 let nazaj. V Križankah je bil tak prizor, da smo imeli volneno kapo, pač ti si bil hip-hopper, ne, reper. Jaz sem pa zgoraj brez, dva bosanska slikara sta jim pomazala s tempero, to ni bilo denarja za neke barve, drage za telo. Črno-bela tempera, tak nek bojevnik sem bil, oblečen in samo je neko moško oblačilo, ga zgleda kot prt, bos in zapela komad Čist divji. Ne? Staramo se. In to mladce starajo. Zdaj pa, ja, želja je bila, da bi naredili neko telesno glasbo za konec. Tako da, ja, res je en najbolj kompleksnih, če ne najbolj kompleksen inštrument. Ga nosimo vsak dan s seboj. To je pač par mišic, imenujejo se glasilki ali glasilke. Človeški glas mislim, da je najbolj organski in vsak inštrument, ki se ga probamo zamisliti že tisoč in tisoč let, se probamo približati glasu, človeškemu glasu. Tako da jaz bom začel, končal bomo pa skupaj, prav? Se bom dal navodila, da vas ne bom pustil na cedilu, zelo natančna navodila. Končal bomo z pršenjem dežja, ki bo pršil v ta poletni dež, ker so debele kaplje, v oren dež in potem v grmenje. Ok? Lahko vam zdaj razložim. Na koncu grmenje se pa bo v 2 fazah. Prva, potem 2 pa 3, to je druga, vi ste pa 3. Bom pokazal takole, boste z nogo udarali samo enkrat. 1, 2, 3, probo enkrat zdaj, pazi. Potem malo piso. Se vem, da je težko. Zdaj se pripravite se, pa temo še enkrat. Prav ko grom prije, ne, tak nek delay ne rabim. Pazi, 3, 4. Ja, smo ko vojska. Če kaj še malo zaostaneš in boš. Čisto zadnje. Super je.
Sitting on way. Hvala za posluh, hvala za vabilo, čestitke vsem. Zdaj bomo pa počasi v to naravno zadevo, gremo počasi v kodo, ne še čisto takoj. Pripravite se, 2 prsta na desni, 2 prsta na levi in začnemo. Takole, ja, še na vmes lahko še takole dela. In začne bolj. Zdaj pa še malo delejši kaplje. Ja. Kar dežuje. Poletna navihta. Ja. Tiha. In ko izvedete grom, še vedno dežuje. Ja, pazi. Hello, my name is Jaap Robbe and I wanted to thank you, the jury, for the Zlata Hruška for Brodov Kotsu. It's for me really an honor that you chose my book as the best young adult book of the translated young adult book of the year. Havala for that. And what is always, I don't want to bother you with long speech, but I want to thank 3 people for this golden pair. So I took 3 pairs because this book couldn't travel without someone really important, and that is Stana Anzeli, the translator of the book. Translators in these times are more important than ever. They cross boundaries, they make stories accessible for each other, and they help us to understand each other more and more. And their work is really important. So 1 pair is for Stana. The other one is for Mladenska Kniga and Alenka Vela, my editor. They made it possible for the book to travel and to reach out to more readers, and they did find something in it that they felt necessary to share. So many peers and thanks for them. And last but not least, the Dutch Literature Fund, who it is for a writer really a gift that they make books travel. So thank you very much. I feel really honored, and I hope the book will find many readers. Halava. Hi, I'm Daniel. And I am Alexandra. And we were just working on our next book while we got a message that the Slovenian edition of our book Underwater, Under Earth won a Golden Pear at Ljubljana Festival. So it really made our day, and we want to thank you all and also congratulate to the publisher, because we know that without a good publisher our books wouldn't be even introduced to the readers. So thank you. Thank you. Tako da otroci so nas malce hitro zapustili, ampak mi se ne damo, tako da bi na oder vabil nagrajence. Naj se mi pridružijo
Jure Engelsberger, Mateja Novak, Alenka Veler, Stana Anžel, Barbara Stveracih in Damjan Stepančič. Kaj, Damjan? Se me ne bojiš, ne grizel. Tako da, zdaj dole je še en mikrofon, bomo za uno prolico, pa se bomo malo sprehajali levo in desno z njim. Torej, iskrene čestitke vsem skupaj za hruške. Niso prve, ne, mnogi ste že bili z nami. In zdaj mene se sicer tako, da zdaj kot otrok, jaz sem ful načrtoval ta pogovor, da bo tak, da bomo malo tem mladim bralcem, bralkam odkrivali skrivnosti malo, kako najdemo knjige. Ampak bi vseeno potem mogoče kar z Matejo začel, pa z Romeo in Julijo iz sosednje ulice. Super je videti pravzaprav, da imamo knjigo poezije, ne, na tem mestu, ker pač tukaj so ponavadi mesta rezervirane za kakšno problemsko literaturo, kakšne kakovostne slikanice, ampak tukaj pa pač proza večinoma, ne? In zdaj pa poezija. Me zanima, kako je sploh prišlo to. Ste vi pač želeli nekaj najstniškega delati, pa ste okoli iskali avtorje, ali je Vinko Möderdorfer prišel do vas pa rekel, jaz sem pa tukaj nekaj, kar bi vas mogoče zanimalo? Mislim, da sicer mogoče nisem pravi naslov za ta odgovor, ampak mislim, da je Vinko prišel do nas. Bi pa sam rekla, da, ko si rekel, problemsko poezijo, vse mislim, da ljubezen je velik problem za mladostnike, tako da mogoče pa tukaj vseeno tukaj paše tudi, da je to problemska poezija, ampak za mladostnike. Predvsem je, kar se mi zdi zelo fino je pri tej knjigi, je to pravzaprav, da ne ostane samo pri tem, da nudimo poezijo mladim, ampak da jim na koncu pravzaprav skuša tudi pomagati. Mogoče ne mladim bralcem, za kateri ni nujno, pravzaprav, da so, oziroma se poznajo bolj z neko to otroško poezijo, s kakšnimi temi klasiki, ki jih berejo v šoli. Tukaj pa je, pravzaprav imamo v zadnji več zelo veliko sprednjega besedila in nekih, lahko bi rekel, pravzaprav uvajanja v pesništvo, da je pravzaprav to, bi lahko rekel, da ta knjiga ni samo zbirka poezije, ampak je pravzaprav tudi nek način priročnik, vodnik, kako vzljubiti poezijo, kako jo znati brati, kako zagristi vanjo. Res je, najbrž je poezija malo zapostavljena, sploh v tem starostnem obdobju, tako da se mi zdi fino, da smo izdali neko knjigo poezije, ki nagovarja otroke v tem obdobju, ki jih pripelje mogoče nazaj, pa tudi pokaže, da je zelo kvalitetna poezija za to starostno obdobje, ne samo za otroke skozi v šolah v bistvu nagovarjamo s pesmicami, zdaj jih pa nagovarjamo tudi na njihovem nivoju oziroma za njihovo starostno stopnjo, pa tudi s temami za njihovo starostno stopnjo. Jure, kako je bilo pa z ilustriranjem? Se pravi, ti si zadnje čas, da ste pravzaprav z Vinkom Möderdorferjem ste že, ne, sodelovali si tudi že druge stvari njegove ilustriral, ampak prozna besedila. Ja, njegove zgodbe, ki jih je sprot pisal, pa mi jih je vedno oddal res zadnji dan. To scenaristi zapil delamo, sorry, kdorkoli je to naredil. To je pripil klasika, ampak tudi to potem rojeva super rezultate, tako da to nimam nič proti, ne, tako. Drugače pa ja, Vinko, mislim, on tako dobro piše, da mi zdi, da je ta moj pol, ta likovni dodatek, ne, k temu je nekako enostavno, tako da nastavek je dober, ne, ta njegov, in jaz potem v bistvu na to nalagam te svoje češnje na torti, tako da nimam težav s tem, no, tako. Kaj te zanima konkretno? Ne, čisto mogoče to zdaj, ok, zdaj spet neka stvar bi bila, če bi bila neka zelo, mogoče rekel, neka bolj abstraktna poezija, ne, kako temu pristopiti. Tukaj vseeno gre za dosti konkretne neke dogodivščine, vseeno. Me pa predvsem zanima ta trobarvnost, ne, se mi zdi, da je zelo fino izkoriščena. Na nekateri točki si pa pogruntao, da mogoče ne bi bilo sam črno-belo, ampak da se tudi tale ljubezenska rdeča zraven priklati. Ja, to je bilo v bistvu želja uredništva. Oni so izrazili željo, da bi to bilo dvobarvna ilustracija, da je bilo malo bolj zanimiv, da ni čist samo pač ta moj zaščitni znak črnega, ki je ponovadi uporabljan pri mladinski literaturi.
Tako da to ni nobene neke take filozofije zraven. Tako da, kaj ne rečem, jaz sem sicer ta rdeča, je mogoče kar močna, ampak je pač nosilc pač tega neke simbolike, ki je pač povezana z ljubeznijo, tako da bi tle mogoče krivdo razvalil mogoče na oblikovalca ali pa na uredništvo, tako da jaz nimam nič s tem zares. Ampak si pa z veseljem zagrabil in se lotil tega. Ja, mislim, neskončno sem užival in sem tudi v bistvu tako kot ponavadi naredil več, kot je dejansko objavljeno. Tako da moram pa reči, da je ena tudi cenzurirana, ki pa jo bomo verjetno prihranili za kakšno drugo izdajo. Zdaj nas malo zanima, glede to, da imamo not ilustracijo, ki kaže Adidasko z golo kostjo noter, ki ven moli, v katero smer je šla, če smemo biti malce filmični, ali ostajamo. V bistvu se ne spomnim več, to je to diplomatski odgovor. Super, najlepša hvala, bomo se potem vrnili še. Zdaj pa, če si pogledamo še prej, gremo na prvodno, da ostanemo še pri tej linaži, pri Jurčiču. Ti si pa tukaj imel, Damjan, zdaj, ti bom jaz dal pa mikrofon, da damo tja. Tukaj pa recimo imamo spet eno stvar, gremo v čas, ki si ga tudi že ilustriral, čeprav je zadnje leto si bil to, da osamosvojitvene stvari, pa to imel na svinčniku. Tukaj noter imamo 15 modelov avionov, v katerih si podoživljal otroško risanje. Ampak recimo, koliko je pa tukaj recimo, koliko se ti zdi to, a je to bolj breme ali je to v pomoč, da ti olajša, ko imaš recimo knjigo, v kateri imaš polno nekih določenih zgodovinskih osebnosti in krajev in vsega. Ja, tako kot je Boštjan igral s komolcem, pa s kolenom, pa s peto, pa tudi jaz rišem na ta način, nekako probam z levim ušesom in tako naprej. Zato pravzaprav mi te zadeve bistveno ne olajšajo, če so časovno ali pa prostorsko locirane, ker lahko potem res narišem tiste zadeve, ki mene osebno tako zanimajo. Če so avioni, če pač pa recimo Krjavelj, je pa Krjavelj, ali pa njegov hudič, ali pa kako ga je napol presekal in tako naprej. Tako da to me najbolj zanima. Tako da to je zgolj, vse tako podobno kot je Jure rekel, pač neko izhodišče, ki ga potem kot risar moraš nadgraditi pravzaprav in s tem nekaj narediti. In ena zanimiva pravzaprav, kar je tukaj not, imamo tudi en kup nekih pravzaprav ilustriranih primarnih virov. Ja, to je res. Valazorjevih litografij do, ne vem, če smo prej, do raznih naslovnic, revij. Ja, koliko je pa tlek, koliko je bilo to, kao zdaj bo pa najdo? Ja, ne, to je pa, sicer meni je Mihajl Glavan, ki je žal pokojen, meni to še danes malo rekel ne morem tega čisto sprejeti, v glavnem, pripravil vse te vere, kjer je bil pač arhivar v Nuku, ampak meni se zdaj zanimivo, da ne ostanejo to na neki nivoju nekih bolj ali manj dobrih ciklostilov ali pa fotografij ali pa fotokopirnega stroja, pa da se to preriše. Meni je zelo važno, da se te veri, ki so zgodovinski v smislu teh prve izdaje Jurija Kozjeka in tako naprej, da ni to neka stvar na piedestalu, ampak da postane, da spet začne na nek način krožiti v obliki te ilustracije, v obliki te knjige okoli. Jaz se mi zdi, da mi preveč to malo, gledamo na to nekako preveč pohlevno na te naše avtorje, Jurčiča, Gregorčiča, ne vem koga, vse živo. To je stvar, s katerim bi se dali bistveno več narediti. Mogoče zaradi tega tudi se mi zdi, da je neko nerazumevanje zraven. Ker tukaj sem želel, recimo Ljubljanski zvon, naslovnica, mislim, super stvar, zakaj se ne bi to narisal, zakaj bi mogli biti nek ciklostirana izdaja, veš. To sem hotel in tudi mislim, da je to tudi Glavan želel pravzaprav pokazati,
da odkot je zajemal Jurčič svojo tematiko vseh teh ljudskih pripovedk in da nič nisi čutil pred njimi nekako bojazljivega, ampak da jih je posvojil in jih je pregnetil in izdal ponovno. To mi je bilo, in tudi jaz sem hotel na to na tak risarski način narediti, ta ver predstaviti. Ja, ker zdaj se tudi vsi te viri se pač zaživijo, dejansko dobijo nek dodaten žmoh potem noter, so bolj plastični, kot če bi bili zgolj sam reprodukcija. Seveda, potem to zgleda nek učbenik, ampak to ni bil namen, da tle dobimo nek učbenik z nekimi dejstvi. Gre za tisto žmoh, to zgodbe. Zdaj, če je napisal Jurčič prav, če je pa to povedala Pepca tam iz Muljave, pa tudi prav. In to, ta ideja je bila glavna zdaj meni zarisati. In verjamem, da tudi pravzaprav avtorju besedila. Tukaj je tudi zanimivo, recimo ena luštna stvar v tej knjigi je, da res je jezikovno zelo natančna. Da, ko jo prebiraš dejansko, pred tabo zaživi jezik tistega časa, me boš ti držal, jezik tistega časa od nekih določenih besed, ki so se takrat uporabljali, fraz in podobnega. Koliko je pa tukaj potem mogoče že sam ta odmik od nekega, bi rekel, sodobnega besedišča, da te dodatno požvečka, ki si začneš predstavljati. Imajo besede, kakšne besede so uporabljene, tudi vpliv na to, kako boš ti potem zavihtel svoje risalo? Ja, mislim, da je to ključno. Zato sem tudi pravzaprav večino ilustracije kot neke vrste ali bodisi kot naslovnice nekih knjig, bodisi kot neke alternativne panske končnice. Mislim, da tam na Muljavi dejansko je pol nek pan oziroma panska čebelnjak, tako bom rekel. Tako čisto intuitivno sem to naredil in se to dobro je šlo. Seveda z nekimi motivi, ki so prilagojeni Jurčičevemu času. In to se mi zdi zelo fajn. Potem razni pamfleti ob teh besedah, ob teh prireditvah in tako naprej. To je vse nek likovni in vizualni material, ki je super za uporabiti. In se mi zdi, tega res ni dosti. In to se mi zdi dobro bilo se v bistvu neke reference ponovno predebatirati in jih dati sebe v današnji obliki, v današnjem mediju. Najlepša hvala, Damjan. In se premikamo k bratovemu kožuhu, pa bi najprej Alenko, urednico, vprašati, koliko je pravzaprav išla v zbirki Odisej, ki je klasična zbirka in zdaj lahko že rečemo. In koliko je pravzaprav, kakšno je nabiranje teh nekih naslovov, ki si jih želiš izdati v Odiseju, in pa mogoče zdaj ko imamo bolj odraslo publiko, bomo tudi to še dodatno vprašanje, kakšno je potem to želja po izdajanju naslovov in srečanje z realnostjo omejenih izdaj, ki jih lahko na leto daš v zbirko. Zbirka Odisej bo kmalu praznovala svojih 50 let, tako da ne samo, da je že klasična, ampak ja, je že kar gospa. Legendarna? Ja. In tudi meni zelo ljuba zbirka. Kako najdejo knjige pot v program zbirke Odisej? Ta konkretna knjiga ima zelo zanimivo pot, namreč kolegica Darja Marinšek je šla na povabilo fundacije, ki jo je prej omenil pisatelj Jaap Robben, na Nizozemsko. Tam so ji to knjigo predstavili, prinesla jo je domov in rekla: Alenka, dej poglej, kaj je to, ker o tem vsi govorijo. To je knjiga, ki je sicer išla za odrasle, prvotno. Potem je imela pa toliko dober odziv med mladimi, ki so jo izposojali v knjižnici, ki so jo kupovali. In je zdaj to knjiga, ki jo lahko mogoče tudi ti pogledaš, pa pol meni poveš, a jo bom jaz ali pa jo boš ti. In so tukaj prišle do Stane Anžel, ki jo je prebrala. Jaz žal ne znam nizozemsko. In tako te poti ponavadi grejo. Včasih ti knjiga prinese kolegi, včasih jih opaziš v teh specializiranih revijah, včasih jih najdeš na internetu, na teh
forumih bralnih, na Goodreadsu, ki jih ponujajo iskalniki spletnih trgovin, spletnih knjigarn. Včasih pridejo pobude tudi iz vaših vrst, iz vrst knjižničarjev in knjižničar. Včasih pridejo direkt od bralcev. Recimo Johna Greena sem jaz brala v obdobju, ko sem se navdušila nad njim, so mi ga tudi mladi bralci priporočali, ki so ga brali v angleščini. Skratka, te poti so zelo različne, seveda moram jaz imeti pa zelo tipalke na vse konce odprte in iz vseh teh ponudb, ki prihajajo od vse posod, hodiš na sejme, agenti ti vsak dan zabašajo elektronski naslov, a ne, Petra? Skratka, ti moraš iz tega nekako pol pobrati tisto, kar je najboljše in z različnimi stvarmi si pomagam. Enkrat sem celo o tem govorila na eni čajanki od bralne značke in verjamem, da je marsikdo od vas tudi takrat to slišal. Ampak ja, ko imam jaz pred sabo tako par knjig, ki so me navdušile, pa moram zbrati na leto tako 4, 5, pol je kar hudo. Imaš kakšen sistem, ne jih daš na steno, pa mečeš pikado, pa... Ne, treba pač, ko sestavljaš program, in to, kar delam je, da sestavljam program, se pravi malo v mislih celoto tega, kar bo izšlo v tem letu in seveda pogledam, koliko je knjig iz anglosaksonskega prostora, koliko je knjig še iz drugih kultur, kje so tematike, ki jih knjiga obravnava. Seveda, če bo neka, ne vem, knjiga o prvi ljubezni, ne bom zdaj imela 3 knjig o prvi ljubezni v enem programskem letu. Skratka, tako se odločam, pa kakšni naslovi počakajo tudi leto, 2, če pa čakajo že več, pa potem že pridejo drugi in se nekako sami izločijo. No, tako nekako. Najlepša, Alenka, pa če se pa kar premaknemo še k Stani, še mogoče tukaj z enim vprašanjem. Zdaj, knjiga je spet pač prvoosebni pripovedovalec in vse dokaj jezik dokaj visok. Se pravi, imamo zelo literarizirano na trenutke, obenem pač pa knjiga, ki te s svojimi temami, ki te z dogodki zareže. In me zanima, kako je pravzaprav, ker tudi same od določene izkušnje pri kakšnih knjigah, kako je to, me zanima, bi danes vprašal to, ker nimamo ful časa, kako je s čustveno upletenostjo, prevajalke, in prevajalce tudi, se pravi, kako je pravzaprav iti čez tiste čustveno neke dele z močnim čustvenim nabojem. To je zelo dobro vprašanje, ker ravno tle se je zgodilo, da mi je prvi lik že takoj na začetku stopil na živec in išel dol z njega celo knjigo. In Alenka je rekla, se boš, to vzemi kot neke vrste tudi zase. Prvi mesec, recimo, pa že steče, zato ker sem opazila, zdaj to, kar je v recenzijah ali pa kar od bralcev slišam, oni so tisti, ko dobesedno bolj grejo to, kako je knjiga nagovori, kje se jih je dotaknilo pa prizadelo. Pri meni se to nezavedno po moje dogaja kot prevajalka. Jaz sem vidim potem, koliko sem utrujena ali pa ne, ali pa koliko sem shičena, če je kakšna dobra scena, medtem ko sem pa bolj usmerjena v to dinamiko med protagonisti. A bi Ati rekel, kjer register bo Ati tam uporabil, a bo Brian res tam rekel, ne vem, Selma je imela, a bo tisto zmrcvarek. Preden sem prišla do zmrcvarka, je tudi že trajalo, ne? Pa na tak način, pa steče. Je pa recimo po parih mesecih je pa že zgubi svežino. Tako da lahko rečem, ker sem to že dosti dolgo nazaj prevala, tako konec 2019, prva polovica 2020, da sem zdaj morala še enkrat prebrati, da osvežim spomin, seveda tiste najbolj radikalni ostanejo in sem drugače dojemala. Ne po vseh, kar je zdaj bilo v 2 letih, sem jo zdaj drugače dojemala. In kakšno je bilo to, kako se razlikuje? Jaz poznam pač iz svojih izkušenj, se mi dosti kdaj zgodi, kad tako berem, da nazaj kakšen prevod po par letih, kaj ta beseda pomeni? Se celo meni daj, pa kako je bilo tukaj z distanco potem to zdaj dvoletno? Veliko manj sem imela občutek, da je brezizhoden položaj za Briana. Celo hahljala sem se tistim humornim domiselcem, tako res. Pač avtor mi je rekel z avtorjem, sem bila v stiku, potem ko se je izkazalo, da bo to, so mi tudi ostali prevajalci v prevajalski hiši rekli, to bo pa avtor najbolje vedel. In je dejansko tukaj moram pohvaliti njega, ker je razumel prevajalska vprašanja. In mi je rekel pač, a Selma ima tam govorno napako?
Ne, ampak ne zna določenih besed izgovoriti, ampak to meni ne gre s to črko. Ja, pa da je drugo, meni se je zdela ta boljša. Ja, v redu. Pa pazi na tiste standardne stavke. In je tako zelo znal tako razmišljati kot prevajalec in kot avtor je tudi dosti dal ti neke svobode. No, to je super, ne, to je prednost tega, da ne stiha z avtorjem kot prevajalca. Zdaj pa preden naš čas dokončno pahne pod zemljo in pod podvršje tega dogodka, pa še Barbara. Samo ena stvar se mi pa zdi bi vprašal, ker tale pod zemljo, ne. Lahko bi vzeli, to je zdaj nekaj, ne, kar se dogaja pod zemljo, neka malo strokovna, malo zabavna knjiga, ampak v resnici skriva vse, od biologije, geologije, pač polno nekih področji. Me zanima, kako je pač zate kot urednico, ki moraš potem vse to preveriti, da stvari tudi strokovno stojijo. Koliko te je izmučila tale knjiga? V bistvu me ni izmučila in to samo zaradi tega, ker je prevajalka Staša Pavlovčič, mislim, perfektna. Jaz nje sploh v bistvu ne poznam, tako, nikoli se nisva srečali, je pa že druga knjiga, ki smo jo skupaj naredili in komunicira v bistvu ves čas tako po mailih pa to. In ona je tako neverjetno organizirana, meni je to super, ne? Tako, ona že preverja, ona napiše, naprimer, kje ni sigurna, mislim, tako, skupaj potem grem jaz preverjati. In seveda, tako, mislim, zelo je lahko, če imaš, naprimer, dobrega prevajalca, ki se res poglobi v stvari, no. Tako da, to hočem reči. Ja. Super, evo, se pravi, pohvali tudi na tem odnosu, koliko je pravzaprav, ne, tukaj bilo pravzaprav celo uro zdaj še debatiralo o tem odnosu med urednikom in avtorjem, oziroma urednikom in prevajalcem, koliko se enih stvari še skreše, ampak ura je 10:01 in bralna značka nadaljuje čez 10 minut, tako da najlepša hvala vsem Jure, Stana, Alenka, Mateja, Barbara, Damjan, hvala, ker ste z nami, čestitke. Vsem, ki ste dolgi 2 debeli uri tukaj zdržali, najlepša hvala za pozornost. Uživajte tisti, ki greste naprej ko boste z bralno značko do konca dneva, lepo se imejte, videvamo se še cel teden tukaj po sejmu in pa naslednje leto na še eno obilno biro Zlatih hrušk.